Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Beseda demenca je sestavljenka iz besed demens in pomeni upadanje razuma oziroma poškodbo možganskih funkcij. Je neozdravljiva bolezen in v svetu predstavlja velik izziv, saj ne prizadene le bolnikov, ampak tudi svojce in širšo družbo. Demenca je nevrodegenerativna bolezen možganov, pri katerem gre za upad kognitivnih sposobnosti, različna področja od spomina, presojanja, računskih in učnih sposobnosti, orientacije, presoje, skratka, težave se pojavijo tudi pri funkcioniranju, se pravi v vsakodnevnih situacijah, pri reševanju problemov, načrtovanju, skratka gre za zelo kompleksno bolezen. Prvi znak demence se kaže kot postopna izguba spomina, predvsem nedavno pridobljenih informacij. Oseba ima težave s kratkoročnim spominom, osebnostne in vedenjske spremembe, težave pri vsakodnevnih opravilih in težave z govorom. Kako ukrepati, ko se težave pojavijo? Pomembno je predvsem to zgodnje prepoznavanje teh prvih znakov in pa seveda nemudoma, da odidemo do osebnega zdravnika, seveda mu zaupamo svoje probleme, da nas potem napoti naprej k specialistu, nevrologu oziroma psihiatru, kjer se potem seveda z nadaljnjimi zdravstvenimi pregledi in slikanjem glave, se pravi, ugotovi, ali gre za propadanje teh možganskih centrov. Razlogi za demenco so različni, lahko nastane zaradi poškodbe glave, kapi ali dolgotrajne bolezni. Dejavniki tveganja so starost nad 65 let, družinska anamneza, umska neaktivnost, srčno-žilne bolezni ali depresija. Kakšna mora biti komunikacija s človekom, ki ima demenco? Predvsem je tukaj v prvi vrsti pomembna potrpežljivost, se pravi, da govorimo na enostaven, umirjen način, z jasnimi, kratkimi stavki, potem da vedno posredujemo le nekaj navodil oziroma le eno navodilo naenkrat. Pomembno je tudi seveda usmerjanje, če ne gre, poskusimo mogoče obrazložiti na drugačen način, tudi s preusmerjanjem pozornosti, skratka predvsem potrpežljivo, umirjeno, razumevajoče. Demenca je neozdravljiva bolezen, za katero zdravila ni. So seveda zdravila, ki ublažijo te simptome in pa upočasnijo napredovanje bolezni, vendar veliko lahko storimo tudi sami, se pravi v okviru preventivne dejavnosti, da smo umsko aktivni, da seveda se družimo, poskrbimo za redno fizično aktivnost in pa za zdrav način življenja, da se izogibamo teh slabih razvad, od kajenja alkohola, da poskrbimo za kakovosten spanec, skratka neka splošna vodila, ki veljajo seveda tudi pri drugih vrstah bolezni. Po statističnih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije v svetu trenutno živi več kot 47 milijonov ljudi z demenco, v Evropi več kot 9 milijonov. Pri nas v Sloveniji pa se z demenco bojuje nekaj več kot 32 tisoč ljudi. Veliko vlogo ima pri tem tudi Združenje Spominčica, ki pomaga svojcem s svetovanjem, informiranjem, ozaveščanjem in razbremenjevanjem stisk, saj bolezen ne prizadene le bolnikov, ampak tudi svojce in tako širšo družbo kot celoto.